Dober dan, kako ste? Upam, da dobro in da ste že doma in počivate ali delate kaj zabavnega. Prejšnjič smo si pogledali pogojnik. Danes pa si bomo pogledali svojilne zaimke, ampak samo v ednini. Today we'll take a look at possessive pronouns, but only in singular. Potem pa vas čaka posebna naloga. Then there's a special exercise waiting for you. Danes je dan žena in poslušali boste besedilo o tem, kako ta praznik praznujemo v Sloveniji. Today is Women's Day and you'll listen to a text on how we celebrate this holiday in Slovenia. Ampak najprej svojilni zaimki. But first, possessive pronouns. Svojilni zaimki se obnašajo enako kot pridevniki. They are acting the same as adjectives in a sentence. Če je samostalnik moškega spola, potem bo končnica svojilnega zaimka tudi moškega spola. Enako velja za ženski in srednji spol. If the noun is masculine gender, then also the possessive pronoun will have a masculine ending. The same goes for feminine and neuter gender. Za ednino imamo naslednje svojilne zaimke. Moj, mine. Tvoj, your. Njegov, his. Njen, her. Če imamo zraven samostalnik moškega spola, if there is a noun in masculine gender. Moj plašč, tvoj stol, njegov računalnik, njen avto. Če imamo zraven samostalnik ženskega spola, if there is a noun in feminine gender. Moja jakna, tvoja bunda, njegova srajca, njena bluza. Če imamo zraven samostalnik srednjega spola, if there is a noun in neuter gender. Tukaj imamo spet pravilo. Ko se beseda konča na črke c, j, č, š in ž, se o spremeni v e. Here we again have the rule. When the word ends in letters c, j, č, š or ž, we have to change letter o to e. Primer. Moje kolo, tvoje pismo, njegovo dekle, njeno krilo. Because of the rule, we use moje and tvoje instead of mojo, tvojo. Zdaj pa besedilo. Poslušali boste besedilo o dnevu žena. Pozorno poslušajte, potem vas čaka 5 vprašanj, na katera poskusite odgovoriti. Lahko mi jih pošljete tudi na Instagram. You'll hear a text about Women's Day. Listen carefully. Then 5 questions await you to answer. You can also send me your answers on my Instagram. Poslušajmo. Dan žena v Sloveniji praznujemo vsako leto 8. marca. To je poseben dan, ko se spominjamo pravic žensk in njihovega dela v družbi. Tradicionalno moški svojim ženam, mamam, babicam ali sodelavkam podarijo rože, najpogosteje rdeče nageljne ali tulipane. Ljudje podarijo tudi voščilnice, čokolade ali majhna darila. V šolah in vrtcih
Otroci pogosto izdelajo voščilnice ali darila za svoje mame in učiteljice. Otroci narišejo slike ali napišejo lepe besede za svoje mame. Tudi v podjetjih moški podarijo darila sodelavkam. Organizirajo se tudi različni kulturni dogodki, razstave, delavnice in pogovori o pravicah žensk, enakosti in karieri. Dan žena ni samo praznik daril. To je tudi dan, ko pomislimo na vse ženske, ki so se borile za enake pravice, in na današnje izzive, s katerimi se ženske srečujejo v službi in doma. Ljudje pogosto delijo tudi svoje zgodbe na družbenih omrežjih in opozarjajo na pomen spoštovanja žensk. V Sloveniji dan žena ni dela prost dan. Ljudje grejo v službo ali v šolo. Kljub temu ga veliko ljudi praznuje z majhnimi gestami hvaležnosti in spoštovanja do žensk v svojem življenju. In zdaj vprašanja. Kdaj praznujemo dan žena v Sloveniji? Koga praznujemo na ta dan? Katero cvetje ljudje podarijo ženskam? Kaj naredijo otroci za svoje mame? Ali je dan žena dela prost dan v Sloveniji? In to je vse za danes. Lepo se imejte in poslušajte tudi naslednjo epizodo. Vsem ženskam pa vesel dan žena, Happy Women's Day. Se vidimo!